uradno potrdimo, da je to Sara Karba. Neuradno se je sicer že govorilo o Simoni Karba. In to seveda ni Simona, ampak je Sara Karba iz Ljutomera. Sicer pa bi mogoče začetku dal besedo prav njej, da bi mogoče se predstavila in povedala svoja stališča. Še prej pa pozdravljam tudi naši sredini podpredsednika stranke LDS, gospoda Borota Cinka, ki ga pozneje tudi vabim k besede. Zaenkrat pa Sara izvore. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem zbranim. Veseli, da ste se odzvali po vabilu. Torej, dovolite mi, da se vam čisto na kratko predstavim. In sicer moje ime je Sara Karba, kot je že bilo omenjeno. Rojena sem 29.12.1983 v Murski Soboti. V Ljutomeru živim zdaj že dobrih 12 let, tistem, ko sem se spet nazaj preselila z Murske Sobote, kjer sem obiskovala osnovno šolo. V Ljutomeru pa sem obiskovala srednjo šolo, gimnazijo Franca Miklošiča, ki sem tudi uspešno zaključila. Po opravljanju maturi me je študijska pot zanesla v Ljubljano, kjer sem se najprej vpisala na filozofsko fakulteto, kasneje pa na fakulteto za družbene vede, in sicer smer komunikologija, ki jo ravno kar zaključujem. Politika kot sama me je začela zanimati že kar v srednji šoli, in sicer aktivneje sem pa začela v njej sodelovati tam dobrih 5 let nazaj, in sicer na lokalnih volitvah leta 2006. Resno sem se vrgla v njo na lanskih lokalnih volitvah, kjer mi je uspelo tudi priti v občinski svet občine Ljutomer. Tam sem v bistvu edina ženska predstavnica, takrat tudi najmlajša predstavnica občinskega sveta. V njem delam zdaj dobro leto, je polno izzivov, za katere se mi zdi, da je pa mogoče dobro zdaj prenesti tudi na višjo raven, saj vidim, da na lokalni ravni sami se brez pomoči na državni ravni ne da dosti doseči. Se pravi, kot kandidatka neke manjšine, v katero štejem pač ženske in pa mlade v politiki, verjamem v to, da lahko s trdim delom in pa tudi z mladostjo dosežemo marsikaj. Zato sem se tudi odločila, da bom letos kandidirala na poslanskih volitvah, in sicer na listi oziroma v stranki LDS, katere članica sem tudi. Prav tako sem članica Vlade liberalne demokracije na lokalni, pokrajinski in pa državni ravni. To je zaenkrat z moje strani vse. Program bom predstavila naknadno. Danes bo začela delovati tudi moja spletna stran. Kampanjo bomo peljali tudi prek Facebooka, YouTubea in pa prek ostalih tiskovnih konferenc, ki še bodo sklicane. Hvala. Hvala lepa. Verjamem, da bo sedanja kampanja naše stranke bistveno drugačna od vseh ostalih, vsaj kaj se tiče verjetno tudi v finančnem smislu in mogoče kaj več o tem, pa še o tudi drugih stvarih. Vabim tebe, Borut, da mogoče tudi svoje stališča in svoje mnenje. Lep pozdrav tudi z moje strani. Kot je že bilo rečeno, sem Borut Cink, podpredsednik Liberalne demokracije Slovenije. Tu sem, da podprem kandidatko, ki ima energijo, ki ima znanje, ki ima voljo in ki ima tudi nekaj za pokazati, kaj je v tem okolju že naredila. Jaz sem prepričan, da jo v Ljutomeru in širše poznajo kot tisto, ki se je borila za pravice mladih, za vse tiste liberalne zgodbe, ki nas v LDS-u definirajo, se pravi marginalne skupine, boj za istospolne in tako naprej. In sem zelo vesel, da se je odločila za kandidaturo, ker s tem kažemo, da pa mladi v Sloveniji le nismo tako apatični in pa tako odmaknjeni od politike, kot se to zatrjuje. Korak po koraku se moramo vključevati v sooblikovanje naše družbe, ker to, kar je naša sedanjost in naša prihodnost, je stvar našega, če lahko rečem, inputa, kako se bo to vse odvilo v prihodnje. V LDS-u drugače danes imamo svet stranke, na katerem potrjujemo kandidature. Kandidirali bomo v vseh okrajih, kakor je za tradicionalno stranko tudi normalno. Blizu 20% bomo imeli mladih kandidatov na tej listi, ženskih kandidat bomo imeli nad 40%, kar je več, kot je zakonsko predpisano.
Kar se tiče pa kampanje, smo se pa za te odločitve, za te volitve odločili, da bo šla predvsem v smeri terenskega dela, se pravi pristopa do ljudi. Verjamemo, da je ta pristen stik prines tisto dodano vrednost, ki jo mogoče tisti kandidati, ki nastopamo, pa nismo tako prepoznavni pri ljudeh, lahko vzbudimo. Hkrati je pa situacija takšna, da neka draga razsipna kampanja ne bi bila primerna niti zaradi gospodarske situacije, niti na drugi strani sam LDS ni v situaciji, da bi si takšno kampanjo privoščil. Poleg tega bomo se zelo posluževali spletnih orodij, se pravi Facebook, Twitter, YouTube. Zakaj je to? Na eni strani je to pristop blizu te skupine volivcev, ki je mogoče najmanj aktivna, se pravi mladi, po drugi strani pa tam že dnevno oziroma že dosti časa večina LDS-ovcev tam funkcioniramo, predstavljamo svoje stališče, tako da za nas ni to nek nov pristop, ki bi ga uvedli samo zaradi te kampanje, ampak je to nek naš način delovanja že naprej. Ker tu je pa eno pomembno zadevo bi tu izpostavil, sicer dvosmerna komunikacija. Namreč nas zanima, kaj si volivci mislijo, državljani, kaj jih moti, kaj si mislijo o našem programu. Naš program ni zacementirana zgodba, temelji na sodelovanju in dialogu in iskanju kompromisov. Tako smo se delovali v zadnjih 20 letih, tako je LDS Slovenijo na nek način pripeljala do neke točke, kjer je, in tako bomo delovali tudi vnaprej. Jaz sem zelo vesel, še enkrat da povem, da se je Sara odločila za kandidaturo. Verjamem, da bo tudi pri tem uspešna, ker ima okoli ekipo LDS Ljutomera, ki so blazno zagnani, blazno aktivni in pa imajo tisto eno stvar, ki jih mogoče ločuje, še bolj vseh ostalih delajo srcem in delajo za ta kraj, za to občino in pa za Slovenijo. Hvala lepa. Zdaj pa mogoče kakšna vaša vprašanja še. Mogoče bi se dobro bilo čuti program. Vse osnovnega. Ja, temelji bo itak na liberalizmu in pa na temeljih, ki določa LDS, se pravi na teh vrednotah, ko jih zastopa stranka že od nekdaj. V občini sem se odločila, da bom izpostavila te probleme oziroma se zavzemala za to, kaj v naši občini oziroma v širši pokrajini Prlekiji je pereča zadeva, se pravi, večinoma so to mlajša generacija, beg možganov iz naše občine pokrajine. Stanovanjska problematika, potem lahko izpostavlja tudi starejše občane oziroma državljane. Socialna nota je zelo nizka pri nas, večina je živi tako že na neki nizki socialni ravni. Tako da nekaj točnega programa ne bi danes izpostavila, se je že večkrat izkazalo, da na volitvah je dobro še malo počakati. Predvsem zaradi drugih programov še izdelanje, brez skrbi. Tako da nasploh je to na mladih. Temu pa, če bi lahko dodali, LDS za te volitve pripravil program 8x5, kar pomeni ta številka 8 predstavlja število ministrstev ali pa področji, kakor je mogla biti organizirana država, z osnovno premiso in sicer enostavne države. Cilj je, da se v prihodnje bolj poenoti, recimo na primeru, da združimo Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo in pa Ministrstvo za promet. Namreč analize znova in znova kažejo, da so tu neka ozka grla, ki mogoče na nek način tudi zaustavljajo določen razvoj, določene projekte, in da je cilj, da se zmanjša število birokratskih postopkov, se jih poenostavi in pa da se zmanjšajo stroški vodenja države, ne na račun kvalitete in pa zagotavljanja širine storitev, ampak v tistih delih, kjer lahko to naredimo. Če imamo recimo en postopek, ki je dolg 15 korakov in lahko 5 korakov iz tega izvzamemo, zakaj tega ne bi naredili. Naša ocena je, da smo v zadnjih 20 letih prenormirali našo državo, se pravi preveč je nekih predpisov, premalo smo pogledali, kaj bi lahko uredili drugače, tako da bo tu en glavni fokus. Poseben fokus je tudi na področje gospodarstva, tu vidimo cilj predvsem v spodbujanju malih in srednjih podjetij,
En konkreten ukrep, ki je že bil predstavljen strani Tomaža Orešiča, je, da se vzame sklad za valutne izravnave v Banki Slovenije, ki obsega nekje 500 milijonov evrov in se ga prek podjetniškega sklada kot kredite podeli malim in srednjim podjetjem. Seveda ne brez programa, ne brez ideje, ne brez tega načrta implementacije, se pravi, nekako, da ne bi ta denar šel v nič. Še ena tržna niša, ki smo jo izpostavili in ki smo jo mogoče v Sloveniji vsi zapostavili preveč, je lesna industrija. Žal smo se znašli v točki, kjer je precej podjetij, ki so s tem ukvarjali, propadlo. Dejstvo pa je, da v Sloveniji uporabimo oziroma posekamo na letni ravni samo polovico tega, kar bi lahko. Kar je pa še slabše, pa je, da surovine izvažamo v Avstrijo in pa druge države, potem pa nazaj uvažamo pol izdelke in izdelke, kar pomeni čista izguba za nas in to na praktično edini strateški surovini, ki jo v Sloveniji premoremo. Nadalje še vedno v tem polju notranjih zadev dajemo posebno težo pravicam žensk, predvsem v tem, da še zmanjšujemo oziroma pomagamo zmanjševati nasilje v družini, kjer so ženske največkrat žrtve tega nasilja, in pa da se še naprej poenostavljajo postopki znotraj teh upravno-enotskih zadev, se pravi izdajanje dokumentov in tako naprej. Program je tudi na voljo na naši spletni strani, imamo www.volitev2016.lds.si. Vemo pa, da je to nek okvir, mi smo izhajali iz našega programa za obdobje 2008-2012, menimo, da je bil napisan dobro in da ga je bilo treba nadgraditi v smislu prilagoditve trenutnim javnofinančnim in pa gospodarskim razmeram. Zato nismo izumljali nove knjige za 200 stranmi, ampak nadgrajujemo zgodbo, ki smo jo začeli že v letu 2008.